tisti čas je rekel Jezus Nikodemu: kakor je Mojzes povzdignil kačo v puščavi, tako mora biti povzdignjen Sin človekov, da bi vsak, kdor veruje, imel v njem večno življenje. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Kdor vanj veruje, se mu ne sodi. Kdor pa ne veruje, je že sojen, ker ne veruje v ime edinorojenega Božjega Sina. Sodba pa je v tem, da je prišla luč na svet in so ljudje bolj ljubili temo kakor luč, kajti njihova dela so bila hudobna. Kdor namreč dela hudo, sovraži luč in ne pride k luči, da se ne bi razkrila njegova dela. Kdor pa se ravna po resnici, pride k luči, da se pokažejo njegova dela, ker so narejena v Bogu. Kristusov evangelij. Dragi bratje in sestre, danes je torej 4. postna nedelja, ki pravimo tudi nedelja veselja. Ime je dobila po vstopnem spevu, ki pravi: veseli se, Božje ljudstvo, zberite se vsi, ki ljubite Gospoda. Vriskajte od veselja vsi, ki ste bili žalostni, Gospod vas bo potolažil. In kaj je razlog tega veselja? O tem nam danes pregovori evangelij, ko pravi, da nas ima Bog neizmerno rad. Kot smo slišali, Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega Sina, da bi se nihče, ki vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega Sina ni poslal na svet zato, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Res, Bog nam je dal Jezusa. Poslal nam je svojega Sina zato, da bi nas rešil. In o tem govori tudi Jezusovo ime samo. Ime Jezus pomeni Bog rešuje, oziroma pri Bogu je rešitev. In ko smo v stiski, si kar želimo rešitve, da bi nas nekdo rešil. In Jezus nas rešuje vseh stisk. Najbrž ima vsak izmed nas že kakšno izkušnjo, ko se je zatekal k Jezusu v bolezni, ko je nastal velik problem v kakšnih odnosih, ko je imel najrazličnejše stiske, se je zatekal k Bogu in Bog ga je rešil. Mnogo bi lahko naštevali, ključno pa je, da nas je Bog rešil dveh stisk, iz katerih nas ne more rešiti nihče drug. To je stiska greha in stiska smrti. Iz tega človeka ne more rešiti nihče drug, razen Jezus po svojem križu in vstajanju. V evangeliju pa poleg Jezusa nastopi še nekdo drug. Ime mu je Nikodem, farizej, prvak med Judi, ki je spoštoval Jezusa, a se je iz strahu pred drugimi z Jezusom srečal po noči, sredi noči. In večkrat smo mu najbrž podobni. Svojo vero v Jezusa, ki jo imamo, bi pred drugimi radi skrili. Sram nas je, če tudi imamo gotovo izkušnjo, da nas Bog rešuje. Ne radi spregovorimo o svoji veri, češ, ker se bomo izpostavili, pa če tudi nas nekaj notranjega kar malo sili k temu, da bi o Jezusu, o svoji izkušnji vere spregovorili med prijatelji, med sodelavci, znotraj svoje družine. Kakor Nikodemu je tudi nam dostikrat preveč mar za našo zunanjo podobo, medtem ko nam za resnico ni toliko.
bi jo raje skrili, le zato, da bi ohranili tisti svoj lažni zunanji sloves. A vendar se Nikodem ob srečanju z Jezusom spremeni. Kasneje v Evangeliju beremo, da se je Nikodem med farizeji zavzel za Jezusa, ko so ga želeli prijeti in umoriti. Ob Jezusovi smrti je Nikodem skupaj z Jožefom iz Arimateje pokopal Jezusa in celo prispeval 100 funtov mire in aloje, ki so bili potrebni za Jezusov pogreb. Nikodem je torej izstopil iz strahu. Svojo vero, ki jo je najprej skrival, je pokazal v dejanju. To pa je lahko tudi naša postna spodbuda. Nekaj, kjer v tem postu lahko naredimo korak iz teme v luč, ko nas tako kot pravi Evangelij, kdor pa se ravna po resnici pride v luči, naša vera pripelje iz teme strahu v svobodo luči. Naj nas tudi današnje srečanje z Jezusom pri tej sveti maši, naj nas vsako srečanje z Jezusom prek Božje besede, molitve, svete spovedi spremeni, da bi iz teme strahu stopili v svetlobo svobode, živega pričevanja za Jezusa. Torej, s tisti, zateknemo se k Bogu, k Jezusu, saj že njegovo ime pomeni, pri Bogu je rešitev. In ko doživimo to rešitev, se ne bojmo oznanjati Jezusa z vsem svojim življenjem, z vsem, kar smo, saj nas bo to pripeljalo k svobodi od rešenja. Amen.